Jaz pa vem, kako fantje pojejo. Pa njih petje ni za nič, če zapaje moj deklič. 40 let okteta Valvazor je kar lepa doba. Za človeka ne tako veliko, ampak za skupino, ki vztraja 40 let skupaj, je pa to kar spodobno. In sem vesel, da smo s fanti, s gospodi, pravzaprav vseh teh 40 let zdržali, jaz zadnjih 31. Ja, lepo je, ko se v bistvu glasba poveže v prijateljstvo, v lep in spoštljiv odnos. In ja, vsa ta leta smo ostali prijatelji. Po covidu pravzaprav se mi zdi, da neka splošno vzdušje se je zgodilo, da je vse šlo malo dol, ni bilo vaj, ni bilo nastopov in takrat, ko je daleč od oči, tudi daleč od srca. Tako da sem vesel, da smo se ponovno potem dobili in začeli razmišljati, kako naprej. In ker ni bilo druge poti, je padla ideja, da bi pravzaprav naredili mogoče en širši razpis, povabili več ljudi, ki bi morda prišli, ne v oktet, ampak da vidimo, kaj pravzaprav imamo. In zgodilo se to, da nas je tisto leto, pred 2 leti, da nas je bilo 24 moških glasov in zgodil se je komorni zbor Valvazor, ki je bil že pred desetletji tudi nekako živ projektno. Sem ter tja smo z neko razširjeno skupino že nastopili pod imenom Zbor Valvazor. No in sedaj v zadnjih 2 letih pa smo naredili ta preskok in mislim, da je to dobro. Mlade generacije, ki ljubijo moško petje, mladi fantje, mladi, če rečemo, je na vaji vi ta mladi, a ne, reče, pa se smo 40 let že stari, to ni več mladost, ne, ampak za nekoga, ki ima 70 let, je 40 let mladost. Oktet pravzaprav čezdalje manj prepeva, ker čutijo sami pri sebi, čeprav jaz mislim, da bi lahko še veliko več, da jim je veliko večje veselje prepevati v zboru. Tudi s tem zborom, ki je pravzaprav eden redkih zborov v tem okolju, so tudi drugi, ampak ta je mogoče na drugačen način, meni ljub način, ker pravzaprav delamo po mojem okusu. Ja, takole je bilo, ne. Mi smo bili prijatelji, ki smo se z muziko ukvarjali na tak ali pa drugačen način. Nekateri so z inštrumenti, so v ansamblih igrali, nekateri smo prepevali že takrat tudi pri kakšnem oktetu pa pri zborih, ne. Potem smo pa, mislim, da smo enkrat bili v eni oštari, v neki gostilni, ne, in smo na 2, 3 zapeli. Bili smo samo taki, ki smo imeli toliko posluha, da smo takoj 4 glasje ujeli, ne. In smo se začeli pač pogovarjati, da bi pa to mogoče bolj organizirano delali. No in tako smo potem zelo hitro šli v iskanje še ostalih. Takoj smo se nekako odločili za oktet, ne, da bi bil to. In smo šli v iskanje še ostalih pevcev in smo zelo malo prišli do 8 ljudi. Potem smo začeli pa delati najprej bolj tako sramežljivo, ampak je zelo hmala ambicija zrastla, da moramo pa tudi kje nastopiti, in tako smo nastopili 86. leta, okrog 8. marca, za dan žena. Absolutno so se spremenili, časi so se spremenili, takrat so bili, prvič ni bilo interneta, ni bilo televizije še v takem obsegu, ki je zdaj, in so zbori bili dosti bolj množični, ne. Pa že takrat so bili kar v zborih starejši ljudje, ne. Tako da se spomnim, ko smo mi prišli, smo se začeli s tem ukvarjati, je bilo včasih kar majčkeno zavistno od teh zborov klasičnih starih, ker smo mi imeli čist nek drug program, drug pristop, seveda mladi smo bili, ne. Mislim, da ravno s pesmijo vsak izmed nas lahko povezuje kakšen lep ali pa morda bolj grenak trenutek svojega življenja. In ravno zato so skupine, ki ohranjajo tradicijo ljudskega izročila preko besedil,
zelo pomembne in vesel sem, da imamo v šmarski občini toliko dobrih pevcev, da lahko občina podpira skupino, ki neguje to tradicijo in je pripravila že toliko lepih dogodkov, kot je tudi današnji. Vse pohvale, čestitke vsem pevcem, čestitke umetniškim vodjem do sedaj in vsem, ki so v preteklosti krojili usodo, če tako rečem, te zelo uspešne skupine in upam, da bo društvo obstalo tudi naprej in bo vse močnejše ter še tako naprej dobro zastopalo obe občini. Ja, zagotovo je to lepa obletnica, sploh ker so na izjemnem nivoju Valvazorci teh 40 let znali na izjemnem nivoju podati tako v našem okolju, predvsem pa tudi širom sveta. Tako da so dejansko to Valvazorjevo pristno izročilo iz Vojvodine Kranjske v pesmi lahko prenesli širom sveta in pa na nek način so zajeli to bistvo tega domoljubja, ki se je rojevalo prav takrat v 80-ih letih in znali ga prijetno nadgraditi, predvsem tudi oblikovati in nadgraditi sam oktet v komorni zbor, kar jim na nek način prinaša še dodatno vizijo za nadaljnji razvoj. Jaz jim res čestitam in smo ponosni na njihove dosežke, predvsem pa jim želim uspešno delo in na mnoga leta, ustvarjalna leta tudi v prihodnje. V ljubiteljski kulturi mora biti petje in glasba ljubiteljska in jo moramo ljubiti. Želim pravzaprav vsej tej pevski kulturi v občini Litij, v občini Šmartno en velik razcvet. Mladina je, dobro, so na tablicah, so na telefonih, pa vendar, kdor ima veselje, lahko tudi živi del te ljubiteljske kulture in prav je, da je tako in upam, da bo še naprej tako ostalo.